Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, danes bomo spoznavali duše, ki prihajajo iz drugih civilizacij, iz drugih planetov in v naši družbi je karmična diagnostičarka Aleksandra Winkler. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljena. Danes se nam obeta tudi kanaliziranje in sicer kar nekaj naših gledalcev je podalo svojo šifro in podalo vprašanje in danes bodo dobili svoj odgovor. Ja. Za sam začetek pa me zanima, naše duše, ene so bolj zemeljske, ene so pa nezemeljske? Nezemeljske. Kaj to pomeni? To ne govorimo o neznanih letečih predmetih in o tem, ampak ko govorimo o duši, govorimo, da je naša duša bila prvotno kreirana za življenje, bivanje na nekem drugem ozvezdju ali v neki drugi galaksiji. Se pravi, prvotno ustvarjena, kreirana in tiste prve inkarnacije, prva bi se reklo bivanja na nekem drugem ozvezdju ali pa v galaksiji, jo determinirajo, tako kot ponavadi nas prvih 70 let otroštva, ki nas naučijo govoriti in tako naprej. In to se pokaže in se zaznava še danes. Tudi če je duša tle na zemlji, recimo že vrsto inkarnacij, nekatere so starejše, modre duše, pravimo, nekatere so mlajše, so preživele manj zemeljskih inkarnacij in se toliko nas najdejo tle na zemlji. Danes boš predstavila nekaj le-teh, tudi zaupala, iz katere sama prihajaš? Ja, ali pa ne. Jaz bi bila rada malo skrivnostna, ker ljudje se zelo radi klasificiramo, recimo v astrologiji, jaz sem bik, jaz sem to, moj planet je ta, ali pa jaz sem škorpion, in se preveč naš ego klasificira in to nimam jaz rada. Ker to je ampak vendarle, začniva z Mintaka. Ja, Mintaka, ja. To je pač dušna skupina duš, ki je namenjena, posvečena celo piramida v Gizi. Se pravi, ko so znanstveniki, če že kdo misli, da sem jaz nadrealistična, da govorim o nekih pojmih, ki jih ljudje ne razumejo, dejansko Mintaka je zvezda v ozvezdju Oriona. In ko so raziskovali pozicije treh piramid v Gizi, so ugotovili, da je pač zapleteno to njihova postavitev, ki je rahlo v obliki neke zaobljene linije. In dejansko to so tam tri zvezde, ene najsvetlejših zvezd na nebu, in ta tretja, Mintaka, predstavlja lukenco v pasu tega možička Oriona, recimo. In iz tega sklepajo, da je, se pravi, ta, ki je želel biti povezan, verjetno je bil duša z Mintake in oni so vse to že vedeli. Se pravi, te mega razvite civilizacije Egipta, ki pravimo, da so tudi potomci Atlantide. In kako se povežemo z dušo iz Mintaka? Kako vemo, če smo duša iz Mintaka? Ja, mi se lahko povežemo s svojo dušno skupino, lahko pa tudi z drugimi, ki potrebujemo od njih informacijo ali pa vodenje. In to snov sem pač, mislim, da prva pripeljala v Slovenijo ali pa v Evropo. Gre se za prastaro znanje, ki jaz tudi obožujem, in tudi to, da sem jaz do tega znanja prišla, je bilo prav po, to je bilo pa po Sirius, mojstrov Siriusa. Tako da mi, ko se povežemo z Mintako, ko se bom tudi jaz glede na vprašanja, ki mi jih kdo postavi, to je takrat, ko želim nekaj narediti za višje dobro, za širše dobro, ne samo zame dobro. Recimo, če pišem knjigo, jo bom prodajala, to bom dobila pač določeno vsoto denarja. Ampak to ni edini namen. Namen je globli, osveščati, dati ljudem neko znanje, dati ljudem neko vedenje, neko pogled. Tudi o teh dušah pišem, z različnih, bi se reklo, svetov. In takrat se povežemo z Mintako, ko začnemo z nekim projektom, ki ni le za nas dobro, ampak za širšo javnost dobro. Kaj pa Sirius? Sirius, ta zvezda je tako čudovita zvezda, ki sveti na nebu tam drugi polovici julija in v avgustu, ko prinaša največjo vročino in pravimo tudi pasji dnevi, to je Canes Minoris,
o zvezdi, zato potem pasja vročina, pasji dnevi. In ta zvezda je ta srečenosna zvezda, ki je že starim Egipčanom napovedovala, se pravi po njej so se zgledovali, da so imeli obilen pridelek, in če so oni toliko uspevali, zakaj ne bi še mi, ko se pozvežemo z dušami iz pripadnikov te Sirius zvezde, tako da neverjetno srečenosna, bi se reklo, zvezda oziroma njeni prebivalci sami. Wow, torej Ja. Sirius. Po čem prepoznamo ljudi, ki so iz Siriusa? Ja, Sirius ljudje... Zelo so resni, Sirius. Je, tako bi rekli, ampak ni nujno. To so ljudje, ki imajo levo in desno možgansko polovico zelo lepo usklajeno. To so toliko tehnično nadarjeni in obenem duhovni ljudje, da težko verjameš, da to res obstaja. Recimo, Nikola Tesla je eden takih. Ne? Wow, izjemno. Ja. Kaj pa Polaris, duše Polaris, o tem nam boš tudi kaj več povedala. Ja, tudi duše Polaris so ene tudi tam imam jaz svojega notranjega vodnika, recimo, ki imamo tudi svoje, ampak tako, ko lahko mi komuniciramo s Slovenci, ne, znamo slovensko, lahko znamo tudi druge jezike in komuniciramo tudi z drugimi. In tako recimo Polaris, to pa predstavlja zvezdo Severnico, ki dobesedno kaže pot izgubljenim dušam, po njej se še kompas orientira. In takrat, ko mi rabimo orientacijo v našem življenju, ko smo recimo ljudje, ki me kličejo, ki naročajo te moje dušne zapise, eni so radovedni, večinoma pa imajo resne življenjske probleme, ki ne vejo, kako jih rešiti, ne? In človek, ki je v nekih težavah, se mu malo zamegli pred očmi, recimo je žalosten, nesrečen, poln enih emocij, in če se takrat povežem s to Polaris, dobesedno pržge se kompas, zasveti tista luč in dobiš rešitev, v katero smer iti. To po domače pomeni, da je treba včasih preprosto, najboljše je, da pokličem odvetnika in se opogumiš v trenutku in odreagiraš. Tako da Polaris, duše, tiste, ki so tudi med nami, inkarnirane, tako kot tiste, ki niso, to so ljudje, ki dobesedno delujejo kot lepilo. V firmi je najboljše imeti vsaj enega Polarisa, ker če sta dva kontratipa, da se ne ujemata, imaš enega Polarisa, ta bo naredil mir. Bo mir. Umiril in bo rekel, in točno znajo dodati funkcije ljudem, ki so najboljši v tistem, in združiti prav nekompatibilne ljudi. Wow, fantastično. Ja, res so. Jaz sem zelo hvaležna, danes boš tudi kanalizirala, Ja. nekaj šifer že imamo, ampak Ja. ti si najprej narediš malo obreda. ali kako? Ja, jaz si naredim obred. Evo, kar izvoli. Ja, hvala. Jaz si pržgem vedno luč, Torej svečo, ne? svečo, ja, da sveti, ker to tudi ustvarja dobre vibracije. Tlele imam sicer dve vrsti te smole, to je dobil tudi Jezušček, za tiste, ki ste krščanske religije, kot darilo od svetih treh, od enega od teh kraljev. Tako da to se uporablja v mnogih templih. Imam sicer gugulj, evo, kar same padejo ven. Eno dam še pod jezik, ker jaz imam tele, ki so užitne. Potem imam nihalo, ki mi sicer pomaga, da recimo tudi določene vibracije bolj začutim, ker lahko bi pa tudi brez bila. Tako da ga naredim prošnjo. Za vse dobro in v najvišje dobro zaupam v to vodenje. Tako. Prvo vprašanje je postavila Maja pod šifro Sonce. Zanimajo njeno poslanstvo, njena dharma. Maja pod šifro Sonce, dharma.
Mnogo ljudi se sprašuje o darmi, o svojem poslanstvu. Preprosto povedano, to je to, kar delaš in podpirata tvoj razum in tvoje emocije. Razumsko sprejemaš to, kar počneš. Se pravi, tvoj razum pravi, počnem prave stvari. Emocije pravijo, uživam v tem, kar počnem. Ampak glede na to, da Maja ni popolnoma zadovoljna in je rahlo zmedena o tej svoji izbiri, zgleda, da ima Maja, se bliža 50. letu starosti, in v tej starosti človek bi lahko to, kar že zna, počel na drugačen način, zaposlil kader, privoščil si nekaj več, kar je hobi programa in vpeljal to v svoje življenje. Se pravi, malo več poudarka na življenje iz emocij, strasti in malo manj to moram iz ega. To moram narediti, druge izbire ni. Ne, to odstranite besedo moram, Maja, in vse bo šlo dobro. Naslednja je Marjana, šifra mir, in sicer kako naj najde pravo smer, kako naj sprejme pravo odločitev glede posla, ki ga ima s svojim možem. Marjana, posel s svojim možem. Ja, vidim psa in mačko, ki sta skupaj po sili razmer pod streho istega gospodarja in še jesta pogosto z iste sklede. Tukaj bo treba narediti red, a ne? Brez reda ni miru. Se pravi, spremeniti, bi se reklo, ali urnik, ali poslovni prostor, ali steno narediti vmes. Se pravi, moteče energije so med vama, oba sta v redu, vsak zase, ampak ko sta vidva skupaj, vidim psa in mačko, se pravi, po sili okoliščin ustvarjata skupaj. In to že zgleda vrsto let, tako da okoliščine in prisilne razmere so spet omejitve samo v naših glavah. Včasih je zadosti samo pregradna stena. Tako. In lep pozdrav, gospe. Sonja. Sonja? Sonja, višje dobro je njena šifra, in sicer zanimajo ureditev pred hišo, kako bi naj to zrihtala, neko vodo bi rada tudi vključila. Torej vodni park. Sonja bi rada pred hišo uredila vodni park. Aha, zakonodaja nagaja. Ja, to leto je leto, ko so te avtoritete. Začnite z majhnimi koraki. Ne moram vam reči, nič ne naredite, kar ni v skladu s predpisi, zakonodajo, ampak sledite vsem členom zakonodaje in poiščite strokovnjaka, najdu vam bo rešitev, ker če mislite, da vam nekdo reče, to se ne da, to ne gre tako, obstaja rešitev, da na drugačen način začnete in speljete. Začnite z majhnimi in potem počasi postopoma širite, vsako leto ali pa vsake 2 leti ta vodni park razširite, da bo dosegel take razsežnosti in take dimenzije za toliko povabljenih, ko jih vi želite gostiti na tem čudovitem vodnemu parku. Tlele vas bojo podpirale duše z Mintaka. One so tiste, ki obožujejo vode in preživite vi čim več časa ob vodi, zato da se element vode vtisne v vaše telo, zato da vam se ta ekstremno močna namera, se pravi namera, pravimo namera in ne želja, ker želja je preblago rečeno, namera in vaš cilj realizira. Tukaj so z vami mojstri Mintake, ker je vodni planet in prinašajo korak za korakom rešitve do izpolnitve. Teja, ki je zapisala svojo identiteto pod šifra posel, zanima nova služba oziroma menjava delovnega mesta. A bi šla na svojo pot ali kaj bi naredila? Teja, novo pot ali bi zamenjala lokacijo ali pa bi šla kar na svoje privat.
Zaenkrat še niste pripravljeni iti na svoje. Ta prevelik korak v vašem življenju še ni zrel za to, ampak zaenkrat je menjava službe boljša in vključno z menjavo službe že občasno svoja lastna dejavnost. Vaša lastna dejavnost vam bo mogoče na začetku prvih par mesecev prinašala samo en tak majhen honorarni zaslužek, ampak veliko dobre volje, tako da boste lahko v 2-3 letih že popolnoma samostojna in v svoji lastni dejavnosti, tako da kar pogumno. Odlično, torej Peter, šifra duhovna rast. Kako naj dosežem duhovni napredek, se nikakor ne premakne, je zapisal Peter. Kakšno sporočilo Aleksandra Drole-Winkler zanj? Peter, ki bi rad duhovni napredek, mnoge duše tle na zemlji hrepenite po nekem duhovnem napredku, ampak vi ste zemeljske duše, vi ste v zemeljskem telesu, zato, da okusite vse, kar je zemeljskega. Danih vam je 6 čutov, 6 čutov, se pravi, s katerimi 6. čut, intuicija in ostali fizični čuti, da s tem uživate. Uživajte v vonju, v okusu, uživajte v dotiku in skozi to kreirajte. Se pravi, skozi vaše zemeljsko realizacijo boste dosegli duhovni napredek. Duhovni napredek ne more biti brez materialnega blagostanja, tako kot si mnoge zemeljske duše predstavljajo, da je duhovnost ločena od fizičnega materialnega sveta. Ne. Vi ste bitja, ki ste inkarnirani na zemlji in izgleda, da je tudi Peter, bi se reklo, duša, ki je bila prvotno inkarnirana v nekem drugem zvezdnem sistemu, tako da zelo dobrohotnem Hadar sistemu, in da daje brezpogojno ljubezen, ampak vsi odnosi na zemlji so pogojeni. Ne obstaja brezpogojna ljubezen, brezpogojno lahko ljubiš samo samega sebe, dragi Peter. Sprejmi to kot resnico. Aleksandra, veliko je še teh ljudi, ki so prosili za tvoje sporočilo. Kam jih lahko usmerimo, kje lahko dobijo svoje sporočilo? Hvala. Smolo moram vzeti z ust. To ni tista smola, ki prinaša smolo, ampak je tista, ki ti pobere negativnosti, se pravi strahove, dvome, da ne boš kaj rekel narobe ali pa tako naprej, da si osvobojen tega. Ja, lahko se usmerite na našo spletno stran, pustite tam svoje podatke v obrazec, vprašanje točno tako, ko piše, se pravi od imena, ni treba priimka, datum rojstva, mora biti zuro, kratko vprašanje, brez dolge zgodbe, ker resnično je večkrat slabo, da vem preveč, boljše, da vemo manj, ker potem nas samo ego ovira, recimo, strah te je, kaj boš rekel. Se pravi, samo kako ni rešen svoje zdravje, ne pa imam bolezen, pa diagnozo, to pa to. Se pravi, manj, ko napiše, boljše je in pač pod šifro mu bomo dali odgovor, tako da so se prepoznali. Odlično. Hvala lepa, Aleksandra Winkler. Ja, hvala za povabilo.